V čvrsti izenačeni tekmi brez veliko priložnosti, prva debitantska zmaga za Simona Rožmana na klopi Maribora, bravo Maribor, 0:1. Zaradi številnih poškodb je Simon Rožman tokrat v prvo enajsterico uvrstil kar dva najstnika. Vid Koderman je začel na levi strani, v obrambi Gal Gorenak pa v zvezni vrsti in to je pomenilo, da je imel Maribor eno najmlajših ekip v zadnjih letih. Povprečje je bilo dobrih 24 let. Čestitke fantom za zmago v prvi vrsti. Nekako smo obljubljali, da bojo nekako vsi fanti dobili priložnost. Bom rekel, da je izredno mlada ekipa, bi rekel, zelo neizkušena. Po drugi strani pa mislim, da je bila prisotna energija, to je edino, kar smo v bistvu od njih danes zahtevali. Sigurno ni bilo vse popolno na igrišču, je pa, bom rekel, smo bili nagrajeni, bom rekel, za to. Predvsem bom rekel za eno energijo, za en dober odnos in to me sigurno veseli. Vsi ti mladi fanti, bom rekel, trkajo, imajo, bom rekel, izkušene mentorje, od katerih se lahko, bom rekel, učijo. Predvsem smo, bom rekel, stavili v tem zgoščenem ritmu na njihovo, bom rekel, energijo. Mislim, da so v nogometni šoli dobro dela. To sta sigurno danes, bom rekel, upravičila. Je pa, bom rekel, pri mlajših, bom rekel, treba ena velika mera potrpežljivosti, sigurno bom rekel, bo vzponov in padcev v njihovi, bom rekel, kvantiteti sigurno veliko in tu bodo dobili našo podporo. Nekako smo se v klubu dogovorili za takšno strategijo in jaz mislim, da je prava in sigurno ena, bom rekel, spodbuda za njo in tudi za vse ostale za naprej. Toda mlada ekipa je neustrašno krenila v tole tekmo, že v 4. minuti se je ponudila prva priložnost, toda strel Matka po podaji Klinarja je bil previsok. Le nekaj minut kasneje z razdalje poizkusil Rudi Požek-Vancaš. Na počasnem terenu veliko priložnosti ni bilo skozi celotno tekmo, domačini pa so bili nevarnejši v drugem delu prvega polčasa. Najprej je Kramarič streljal dolgi kot, Tučić pa zamudil. Potem pa je Kramarič zaposlil na robu kazenskega prostora Nukića, ki je streljal le za las mimo leve vratnice. V drugem polčasu precej podobna tekma kot v prvem polčasu, le da je bilo priložnosti še manj kot v prvem polčasu, no prelomni trenutki pa na polovici drugega polčasa, najprej po dveh menjavah, ki jo je pravil Rožman, predvsem Andrej Kotnik je vnesel nekaj živahnosti in Kotnik je pripravil prvo priložnost v 68 minuti, ko sta Repas in Mlakar skušala priti do zaključka. 2 minuti kasneje pa ponovno kombinacija po levi strani, dvojna podaja Koderman-Mlakar in prekršek nad Kodermanom je glavni sodnik označil za kazenski strel. Zanesljiv izvajalec kazenskega udarca pa je bil Jan Mlakar, ki je zabil svoj 10. gol v sezoni in kot se je izkazalo tudi odločilni trenutek na tekmi in match winner. Ja, res, tekma je bila zelo težka. Bravo je tudi igral dobro tekmo. Mi smo svoje priložnosti izkoristili, Bravo pač ne. In smo zato prišli do 3 točk. Probali smo samo osredotočiti na tekmo, pa odigrati po najboljših močeh. Po uspešnem gostovanju v Ljubljani sedaj sledi pokalni obračun, ponovno gostovanje. Dvoboj v četrtfinalu pokala bo v torek, Domžale Maribor ob 5:30.